Pozdravljeni v stoječih novicah. Danes bomo nekaj besed namenili bližnji prihodnosti. Poleg tega, da prihaja čas kislih kumaric, prihaja tudi čas, ko bomo mi glavni v Evropi. S 1. julijem Slovenija prevzema predsedovanje Svetu Evropske unije. Svet EU je skupaj z Evropskim parlamentom glavno zakonodajno telo Evropske unije. Organ deluje že od leta 1958, sedež ima v Bruslju. Sprejema različne pravne akte, med katere spadajo uredbe, kjer sta pomembna tako cilj kot pot, direktive, kjer je pomemben cilj, pot je lahko variabilna, sklepe, priporočila in mnenja, ki niso pravno zavezujoča. Države članice, ki predsedujejo Svetu EU, tesno sodelujejo v skupinah po 3, imenovanih trio predsedstev. Trio določi dolgoročne cilje in pripravi skupni program, v katerem opredeli teme in najpomembnejša vprašanja, ki jih bo v 18-mesečnem obdobju obravnaval Svet EU. Slovenija je že drugič v triu z Nemčijo in Portugalsko. Slovenski 6-mesečni program temelji na 4 prednostnih področjih pod sloganom Skupaj odporna Evropa. Si bo Slovenija prizadevala za okrevanje in večno odpornost Evropske unije, razmislek o prihodnosti Evrope, krepitev pravne države in evropskih vrednot ter varnost in stabilnost v evropski soseščini. Odpornost in okrevanje. Ta besedna zveza je vzklila zaradi izkušenj pandemije COVID-19. Saj ne, da ne bi bila potrebna že prej, samo zavedali se tega nismo tako zelo. V planu je izgradnja Evropske zdravstvene unije, da se ne bodo kradle več maske, ventilatorji in tovornjaki med državami. Upamo lahko le, da bo evropski zdravstveni sistem manjša ponikalnica, kot je slovenski. Da bi omilili družbene in gospodarske posledice pandemije, bo pomembna prednostna naloga Slovenije učinkovito izvajanje instrumenta Next Generation EU in mehanizma za okrevanje in odpornost. Zelen in digitalni prehod, delovna mesta, zdravo okolje, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Velike besede, ki jih pogosto slišimo, včasih se nam tudi zataknejo, a se nam zdijo kljub temu tako velike in oddaljene, da nismo čisto prepričani, kaj naj si po to sploh predstavljamo. Za začetek pa bo v redu, če se spomnimo osnov. Ugašaj luč, ko je narabiš, ločuj odpadke in kdaj pa kdaj kam pojdi peš namesto z avtom. Po domače povedano, celota je zdrava in odporna le toliko, kolikor je zdrava in odporna vsaka njena celica. Čakati, da bo nekaj padlo z neba, je nesmiselno. Meniti, da je digitalizacija nekaj, po kar se gre peš, tudi. Poleg tega pa bi bilo odlično, če bi se vsaj za tega pol leta, ko bodo vse oči uprte v nas, nehali obnašati kot kavbojci in indijanci. Tako nekako, kot se je včasih upošteval mir v času olimpijskih iger. Spomladi 2022 bo potekala konferenca o prihodnosti Evrope. Kakšno si želimo? Taka, da bi bila všeč vsem, tako ne more biti. Torej naj bo pametna, hitro odzivna in poštena za vse. Tudi za tiste, ki imajo račune na Kajmanskih otokih. Slovenija bo opozorila tudi na nujnost soočanja z negativnimi demografskimi trendi v Evropski uniji. Ja, dragi moji, se bo treba imeti radi in se na drugačen način kot se zdaj, da bo kaj podmladka. Hkrati pa poskrbeti za starejše, še posebno tiste, ki sami zase že težko. Tako, da bo na prvem mestu skrb zanje, ne za investitorje. Verodostojna in varna unija, sposobna zagotavljati varnost in stabilnost svoji soseščini, je še ena izmed prioritet predsedovanja. Prizadevanje bo šlo v smeri krepitve transatlantskih odnosov, tesno sodelovanje z ZDA in NATO na podlagi skupnih načel, vrednot in interesov je najboljše jamstvo za krepitev položaja Evropske unije v mednarodni skupnosti in za lažje uresničevanje skupnih interesov držav članic,
so zapisali na spletni strani Vlade Republike Slovenije. Ali po domače povedano, boljše Američani kot Kitajci in Rusi. Posebna pozornost bo namenjena državam Zahodnega Balkana, šengenskemu režimu in pogajanjem o novem paktu o migracijah in azilu, pa tudi krepitvi vloge Evropske unije na področju zunanje razsežnosti migracij. Vkolikor bo to privedlo do tega, da bodo helikopterji pogosteje iskali pogrešane otroke, ki jih sicer iščemo po Facebooku, kot tiste, ki na črno prečkajo mejo, bomo že na dobri poti. Ponosno naprej v nove zmage, dragi gledalci. Manj se jezite in več se smejte. In če kolesarite, prosim, držite se kolesarskih poti.